Kak je po dolgem času v Mariboru? Super je v Mariboru. Občutki, intimni občutki nas zanimajo. Intimni, privatni občutki, čudno je. Tako kot sem rekel, zato ker vsak vogal ima svoj spomin, veš. In zelo intenzivno in srečal sem ljudi, ki jih nisem videl tako dolgo in Ti si Mariborčan, se čutiš Mariborčan? Ne. Ne, jaz se ne čutim Mariborčana. Jaz sem, ko sem bil star, koliko, 17, sem šel v Ljubljano. In sem Ljubljano posvojil, Ljubljana mi je bila fajn. In, Nisi pa, ali pa si mogoče eden izmed tistih, tako kot pravi Bregovič, da se v Mariboru ustaviš samo, če ti guma poči? Ne, ne. Maribor je za mene ena taka sentimentalna pokrajina, veš. To je Maribor za mene. Hodim okrog pa se spominjam. Ampak noben me ne pozna, razen 3 ljudi, pa vaju 2. Bomo o tem, kaj si pogovarjali, kaj si delal tu? Ali? Kje? Zakaj si v Mariboru? Se o tem kaj pogovarjamo ali ne? Ja, ti si šef, kako hočeš. V Mariboru sem zato, ker sem bil član žirije na festivalu Magdalena, ki lepo so poskrbeli za nas. Imeli smo zajtrk, plačali pa vse, za člane žirije, ja, tak ja. In v redu. Čeprav ne vem dosti o dizajnu, vem nekaj o kreativnosti in tako mi je všeč, da so se spomnili. In kakšna je nova generacija oblikovalcev, dizajnerjev? Perspektivna? Ja, je perspektivna, ne? Je perspektivna, ampak mogoče tale izbor ni bil zdaj. Perspektivna, a monolitna? Mogoče. Ne, monolitna niti ne, ampak premalo ambiciozna. Konkretno pač iz tega, kaj smo izbirali, ampak to verjetno ni res. Ne, tudi ni tema intervjuja. Ja. Mi da tudi ne moremo zdaj narediti življenjska intervjuja, mi imamo rubriko CV intervju, pa intervju samo naredilamo neko vmesno varianto. Okay. Torej, iz Maribora si šel v Ljubljano, tam si potem našel... Z Maribora si šel v Ljubljano, tam si šel bolj na Akademijo za likovno umetnost, potem sem pa končal smer slikarstva. Potem sem pa hotel biti malo slikar par let, pa malo sem se z glasbo tudi ukvarjal. Glasbo pa posebej malo, ja. Ja. Nič ni bilo od tega, pa se šla s punco v London. Dajva še ostati malo v Ljubljani. Dava. Ja. Ljubljani. Ja. Slikarstvo, je bilo kaj razstav samostojnih? Bilo razstave, imel sem razstave v galeriji Kurna. To pa že. Kurno poznaš, ne? Kurna je prva in najpomembnejša privatna galerija pri nas. Za razstavljanje umetnosti. In drugače je slikarstvo kraljevi medij, ne? Meni še zmeraj, ne? Slikari so največji frajerji. Zakaj? Zato, ker ne vem, zakaj, zato, ker to je nekaj... Pa lahko se zaprejo po moje sposoje, ali... Pogruntal si, točno to. Ne, imaš prav, Dušan. Točno zato je. Zato, ker ima eno ta... Ko so skoraj kot menihi, veš, grejo po svoje, potem pa s tisto sliko toliko tednov, ne, pa živiš z njo, pa delaš tako samotarski poklic je. Podobno kot animacija. Animacija je tudi samotarski poklic, zato ker si bdiš nad svojo produkcijo, ne vem, pol meseca. Jasneje, ne govorim, da je to zumbo spostaja pa, ja. Ja? Ja, ne morem. Nažalost, nisem onega mikrofona prinesel. Danes težko preneš. Veš, kaj je onega mikrofona, nisem prinesel muhice, ne? Ja. Dobro. Ja. Bi lahko rekli, da je slikarstvo mogoče, da si celo zaradi tega izstopil, zato ker je malo arhaičen medij? Ne. Da je to starinsko, da ni več... Jaz bi rekel, da je slikar... kaj prodati, lahko umetnik, ki je dan današnji, oziroma v tvojem času začel, tvoja generacija sploh pride v prodajni rang? Ne more, zato ker Slovenija nima nobene umetniške scene, ne. Tista, ki pa je pa financirana strani države in pol, če nisi všečen komisijam, ki dodeljujejo sredstva, ne moreš priti do denarja, ne. Komisije pa sam sebi dodeljujejo sredstva. Ja, to pa ne vem kakva komisija. Jaz te logike nikoli nisem pogruntal, zato nisem nikoli dobil nobenega denarja od strani države, ne. Slikarstvo sem pa šel zato, ker jaz imam drugače tudi rad glasbo, ne. In glasba in slika se združita v animaciji zame, ne. In tam, to je takšna poroka teh dveh mojih ljubezni, ne, zato.
Torej, poznamo te pa tudi seveda, oziroma te publika pozna po glasbi, bolj kot kasno. Zdaj si 3 CD-je, ne? Ja. Ja? Ja. Zadnji je bil naslov Britev. Ja. Kako je to šlo? To ni šlo preveč. To ni šlo preveč. Kako se to? To ni šlo preveč, zato ker... Najprej smo v Mariboru Libido, ne? Najprej smo v bendu v Mariboru, potem sem pa šel v Ljubljano, pa sem imel tam bende, pa sem imel bende posod. Ampak kamorkoli sem prišel, so mi učitali, ker imam slavnega očeta, ne, relativno glede na slovensko glasbeno sceno, in so rekli, ti se duvaš tu zaradi fotra svojega ebenti podoben glas imava, veš? Podoben glas imata, ja, to je res. Ne, in pol pač tega se nisem mogel trest. In to je bila ena frustracija, nisem mogel dobiti nastopov, nisem jebi ga, in pol sem pač nehal. Aha. Ja, to je tako enostavno. To je enostavno. Ja, zaradi tega, ker pač ta asociacija je toliko močna pri nas, da karkoli sem mignil prstom, so mi učitali, ne, to ti je pa fotor zrihtal, ali pa podobne stvari, ne. Ja, očitno se ti še kaj drugega, namreč se govori v Sloveniji o enormnem prejemku avtorskih pravic, strani Sazosa in tako naprej. Ja, Tako da, to si mi ti povedal. Lahko to pojasniš, če ne pa. Jaz lahko pojasnim samo to, ne, da teh prejemkov ni bilo, ne, to, ko si jih ljudje predstavljajo, ampak me pa fascinira, kako daleč seže človeška imaginacija, ne. In kaj si ljudje predstavljajo, kakšne vsote smo mi nekaj dobivali. Jaz mislim, da sem dobival fair, glede na to, kar sem pač ustvaril, ne. Jaz sem... Tukaj je veliko, okoli avtorskih pravic, to je veliko neznanja, pri glasbenikih samih tudi, ne? Ja. Pri glasbenikih samih jaz mislim, da je ogromno neznanja, ampak tako kot sem se včeraj pogovarjala, ne, jaz mislim, da je glavni problem v tem, da založbe ljudje s kapitalom ne služijo več na prodaji zgoščenk, ampak se hočejo prisesati na avtorske pravice, da bi imeli vsaj nek dohodek, ne, in hkrati s tem, seveda, ker je to v njihovem interesu, kregajo avtorje med sabo, češ Sazas je zmaj, ne, treba ga je razturati, uničiti, in to je edina organizacija, ki avtorje ščiti, to je tista organizacija, ki bi morala delati njim v prid. In seveda avtorji so strastni glede tega, da ne dobijo, ne, ali pa da premalo dobijo, in pol jih lahko mobilizirajo in pol jih skregajo med sabo, čakajo, da Sazas propade, bodo pa oni sami to pobirali in imeli avtorje v žepu. Prav zanimivo razmišljanje, kajti potem so ti alternativni klubi, punk bendi in iz undergrounda, ki so tako strastno proti Sazasu. Jaz bil včasih v bistvu zanimivi poziciji v službi globalnega kapitala. Absolutno, seveda so. Oni so v službi kapitala, tako kot se je rekel, velikih ljudi z denarjem in po mojem mnenju, ne, čeprav moram povedati, jaz ne poznam zadost zakonodaje pa teh stvari, ne. In, ampak ja, točno to, ljudje, ki se deklarirajo kot najbolj, kot neki svobodnjaki, veš, kot kontra kapitalu, kot neka alternativa, so v resnici, po mojem mnenju, ne, v pasti tega velikega kapitala, ki jih igra kot figure na šahu, ne, pa da se to oni malo skregajo, pa rečejo, ne, oni tebi kradejo tvoje pravice, kratijo ti pravice, ne. In Sazas je edina organizacija, ki služi namesto, da bi se zgodila ena reforma, ne, reforma Sazasa, proci. Ja. Ga rušijo, ne, sam, ko ga bo enkrat zrušili, bojo pa ostali res oni pa založbe, ne, in pol bojo založbe rekle, že v redu bomo mi poskrbeli, ne. Bo Petrol počasi tudi imel Shell Olgar. Ja, seveda. V Londonu pa je pogled na to dosti bolj prečiščen v metropoli, na vse. Ali ti lahko povem, kako je bolj prečiščen, ne? Ja. V bistvu je zgoraj situacija bistveno manj prijazna do avtorja, kot je pri nas. Ampak avtorji več zaslužijo. Poslušaj, zgoraj 10% pomeni toliko in toliko milijonov, ne? Pri nas pa 10% pomeni
150 evrov. To je razlika. Ne? Se pravi, zgoraj avtor še zmeraj odpiše veliki dele svojih avtorskih pravic za 10% ali pa koliko, ker teh 10% pomeni takšno vsoto, da se on s tem počuti v redu. Ne? Pri nas se pa govorimo o takšnih majhnih vsotah, da je nesorazmerno. Ne moreš ti prenesti tistega zakona v naš prostor, ker je naš prostor specifičen. Ker če pri nas ne bi bilo intervencije strani države v kulturnih zavodih ali pa kakorkoli strani kulturnega proračuna, bi enostavno umrle stvari, ker ni tržišča. Prej pa smo rekli, da je ta intervencija države nepravična oziroma ne deluje, ni učinkovita. Nikoli Kako se tu znajti? Ne more biti zmeraj, ko imaš neko komisijo, ki izbira po svoji glavi, bo 90% ljudi nesrečnih ali pa nezadovoljnih z tem izborom. To je logično. Jaz še zmeraj mislim, da hvala Bogu, da nekaj je, ker pri nas tržišča ni, ne? Pri nas tržišča ni za alternativo. A veš, veliki pomeni potrebna. Alternativa je zmeraj potrebna, zato ker to je hiba slovenskega kulturnega prostora je ta, da imaš mainstream in to je to. Ti imaš samo mainstream, ne? Ker zunaj imaš tudi mainstream, ampak ni problem, zato ker imaš mainstream in eno alternativo in drugo alternativo in imaš ogromno opcij, ne? Pri nas pa ni opcij, zato ker ko pride enkrat trend, se vse zabaše, kulturni prostor se zasiči in denarja za alternativo ni, ali pa imaš ti si par priklopljenih pujskov, kot cuzajo, veš, kot cuzajo ta sredstva in pač kontrolirajo. Ki uživajo v svojem večnem alternativnem prostoru. Večni alternativci v nekih kulturnih domovih ali pa mladinskih kulturnih centrih, ki sam cuzajo tale denar in so kao predstavniki alternativne kulture, čeprav niso, ne? Za moje pojme niso. Torej, ta pop biznis, ker lahko rečemo, da so ti pop biznisi, ne? V popularni kulturi, ne? Tako, ja. Ne? Tako rečemo, da je to tvoj milje. Te stvari potekajo v metropoli čisto drugače. Sicer Anglija je spet drugačna kot Amerika, ampak kako to v Londonu? Kaj bi najprej, prvo asociacijo bi dal, kaj te je najbolj presenetilo, oziroma če te sploh kaj presenetilo? Ogromno stvari me je presenetilo, predvsem to, da pri nas obstaja en mit, koliko smo mi delavni ljudje. Slovenci so marljivi in delavni, ampak jaz moram reči, da temu ni tako, ne. Potem dajmo, ja. Ja, karkoli sem posloval za Slovenijo, so bili problemi, so bile zamude, ne, odzivnost je katastrofalna. Kadarkoli potuješ z ljudmi iz ostalega dela sveta, ne, ker mi delujemo globalno, je odziv takojšen in interes stranke je, razumeš? Ne, gre za stereotip, ne, meni se tudi vedno bolj zdi, da so Slovenci delovni ljudje, pridni, ne vem, odkot to pošteni. Jaz sem to tudi sam mislil, ne? Ne vem, koliko so pošteni, nočem nikogar dati v nič, ne, ampak... Zdaj pa že vemo, da niso. Ja, ne, ampak... Definitivno pa niso marljivi pa delavni, no, posplošeno gledano, ne. Imaš tiste manijake, ki vztrajajo v tem prostoru, ki so... Ne vem, iz kakšnih razlogov imajo eno tako mazohističen del lastne osebnosti, da vztrajajo v tem okolju in da hočejo nekaj spremeniti in to je treba spoštovati, ampak jaz to nisem, ne. In zunaj se mi dopade glih to v Londonu, če si rekel v Britaniji, to, da ko se dela in je ta odzivnost nekaj. Ja? Torej, dela se pa trdo, ne? Ni to mi vidimo, recimo, v Sloveniji pač tvoj uspeh v poročilih 24 ur, Rok Predin je spet naredil video spot za Kraljico ali za Mednost, ne vem kjerkoli. To je to, ne? In on pa uživa, ne? Tam, Ja. Ljudje vidijo, mislim, v medijih hvala, ne, pa ljudje vidijo samo ta dobre stvari, pa tiste ta uspehe, ne. Noben pa ne ve, koliko se moraš boriti, pa koliko moraš rintati, pa vrtati, pa da sploh prideš do te stvari, ne. To je 90% tvoje produkcije je, da se trudiš, da vztrajaš, pa da ne obupaš, ne. Pa dobiš tisto nagradico, da delaš na projektih, ki so odmevni, ne? Ampak to je bilo samo par projektov, Stonci, Elton, Kraljica. Evo, 3 projekti, ne? Vmes sem pa jaz naredil en kup reklam,
en kup spotov, en kup stvari za internet, a veš, mislim, Koliko delaš recimo na dan, na teden? ne vem. Jaz se zjutraj zbudim, grem v službo, zvečer pa pridem domov. Ponovadi vse vikende delam, ne, zato ker delam svoje kratke filme in delam skozi, delam non-stop, ampak jaz sem delal že tako prej, še preden sem šel v London, sam za to nisem bil plačan. Kdaj si šel? V London sva pa šla 4 leta nazaj. 4 leta. Koliko si imel dopusta v teh 4 letih? Ne vem kakšen smisel je dopust. Zame je dopust vsakič, ko pridem v Slovenijo. Koliko pa greš Ne, 14 dni, na potovanje, ne vem, nikamor. Na Za otok vikende, Silvo, ne, nisem bil na morju 4 leta, ampak No, pridem nazaj tako kot sem prišel zdaj, ne, v Maribor, pa pridem 2 dni. Ljubljano. 2 dni, Poslovno, 3 ti dni. potuješ sedaj poslovno, mislim. Ja. Ni čas za počitnice zdaj. Počitnice bojo bolj, ne. Penzij. Ja, nekaj takšnega. Mogoče je bilo tudi kakšnega dela, ki prej si naštel, da dosti si naredil tudi reklam, ne vem, včeraj smo slišali, si za Coca-Cola, ne vem, kogarkoli, pač naročila, ne, kakšna dela, ki ti niso všeč, To je specifična stvar, ne. Eno, mislim. Seveda imaš dela, ki te frustrirajo, zato ker je stranka nima domišljije ali pa ima neko vizijo, ki tebi ni blizu, ne, ampak ti si profesionalec. Moraš ločiti, ne. To je čista komercialna produkcija, ne, to je komerciala. Se pravi, ti delaš reklame, ne, za tistega, stranka ima denar in konec koncev ona je šef, ne, ker ona plača tvoj proizvod, tvoj produkt, ki si ga ti prodajaš. Tako da Da moraš tudi v tistem uživati. ja, ne rabiš uživati, moraš pa dostaviti, moraš biti profesionalen, moraš to na nekem nivoju narediti. Oni pridejo do tebe, tako ti greš do mizarja, zato ker ti sam ne veš, kako se stol skup sestavi ali pa kako se miza naredi ali pa omara, ne. Greš do strokovnjaka, ne, da ti on to naredi, tako oni pridejo do nas, ker oni ne vejo, kako se to naredi in mi lahko samo svetujemo, ne, kaj so najboljši načini, kako bi oni bili najboljši predstavljeni, kaj so najboljše tehnologije, veš, to vsega lahko narediš, ne. Zdaj pa ponavadi in v veliki večini primerov oni to poslušajo, ne, včasih pa tudi ne. Tvoja varnost je zagotovljena zdaj Ne. v Londonu? Ne. Materialna varnost, govorimo o tem, zaslužiš dosti. Ne. Kako Ne. te stvari potekajo? Imaš firmo, kaj? Ne, mene predstavlja ena produkcijska hiša, oni mene zastopajo kot režiserja, jaz sem sicer freelancer, lahko delam kot kompozitor pa vse to, ampak ne smem pa režirati nikjer drugje kot pri njih. Ampak vso delo je prihajalo preko te firme, veš, mi smo postali prijatelji in zdaj sodelujemo skoraj ekskluzivno s temi ljudmi. Nimam pa sem pa, kot bi se reklo, še zmeraj na svobodi, ne, in stvari se lahko spremenijo, lahko pride, da ni službe. Nimam še tega, nisem še tam, ne. Da bi si kupil bajto, malce ne. izven in v mesto. Ja, ne, nisem. Tu še nismo. Kaj bi mogoče svetoval domačim, slovenskim, recimo umetnikom v tem vse bolj globalnem? Jaz bi rekel, da naj izkoristijo to enkratno zgodovinsko priložnost, da smo znotraj Evropske unije, ki je slaba za toliko drugih stvari. Za eno stvar je pa dobra, in sicer to, da ne rabiš delovnih viz, da se lahko seliš in migriraš okrog po tem prostoru, kak ti je ljubo, ne. In to ne bo dolgo trajalo, jaz mislim, da bo čez čas, da bo zelo hitro razpadlo, ampak zdaj dokler traja, lahko greš v London, lahko greš v Pariz, lahko greš kamorkoli, ne rabiš delovnih viz, ne, sam pač tja greš, pa najameš stanovanje, pa probaš. Če, kaj si rekel, da bo to hitro razpadla Evropa? Jaz imam tak občutek, ja. A to misliš, kaj? Ja. Aha. Ja. Ampak jaz nisem globalni strateg, analist, politik, tako da ne vem, ampak imam tak občutek, da noben ni glih čisto srečen v tej zvezi, ne. Veš, to pa je stvar organizacije, ne? Del to bi jaz imenoval organizacija proizvodnje. Ja. Dobro. Sva rekla? Recimo še hello, koga hočeš pozdraviti? Mamo hočem pozdraviti, mama me gleda po televiziji, ampak je tu zraven, tako da vseeno pomagam. Ok, najlepše, hvala, no. Hvala tebi, vidimo. Dušan. Kdaj spet? Ne vem, nimam pojma. Ob naslednji priložnosti. Najlepše hvala, Rok, pridi.